Živijo. Ali si se kdaj spraševala, ko imaš neke sanje pa želje, zakaj je dobro v to vpletati eterična bitja, kot so angeli, za nekatere samoroge, morski deklici, čarodeji, čarodejke, kdorkoli že izmed njih je v redu. Pa naj ti danes to razložim zaradi tega, ker je zelo pomembno in zato, ker so mi eterična bitja prišepnila, da so pripravljena izjemno pomagati pri tvojih željah in sanjah, ampak mogoče včasih malce na njih pozabiš in danes bi rada z njihovo pomočjo zate to spremenila. Veš, ko imaš ti svoje sanje in želje, to nosi res tako noter pozitivno frekvenco, to je zelo, zelo visoka vibracija. Vse, kar je pozitivno pričakovanje, vse, kar je nekaj, o čemer sanjaš, spodbudi zelo pozitivna čustva, spodbudi zelo pozitivne rezultate in jaz vem, da ti to veš. Dejstvo pa je, da ljudje na tem planetu nismo vedno ali pa v 100%, če pogledamo nek dan, vedno dobre volje. Nismo vedno pozitivni. Včasih se zgodi, da si mogoče malce v dvomih, da si prestrašen in to velja tudi za sanje pa želje. Definitivno vsak izmed nas ima sanje in želje, ampak veliko ljudi, ko pomisli včasih na svoje sanje ali pa želje, se vpraša, kaj pa če to ne bo uspel, kaj pa če jaz o tem sam sanjam, pa saj se nič ne premika v to smer, zakaj se pa ne premika, kaj pa če to ni zame, ampak jaz si hkrati tako želim, ampak nič se ne spremeni, kaj pa če mogoče jaz tega ne morem narediti, kaj pa če za to nimam dovolj znanja, dovolj izkušenj, dovolj sredstev in tako dalje. In to je energija dvoma. Predvsem, ko govorimo, ne gre se za negativnost, ampak predvsem, ko govorimo o sanjah pa željah, je največkrat ta energijski spor med to visoko frekvenco sanj in želja in torej dvomom je v bistvu ta nizka frekvenca, ki se vmes zgodi, a ne? Torej dvom je definitivno nižja frekvenca, ne bom rekla negativna, definitivno, pa če bi imeli neko lestvico frekvenc, je dvom ali pa mogoče celo strah, torej če sta oba prisotna, je to nižja frekvenca. In verjetno si že slišala pregovor, da isti ptiči skupaj letajo, to dvoje se izključuje. Zato velikokrat ljudje, ki res mogoče niso toliko zelo pridni za svoje sanje, ampak toliko zelo verjamejo v njih in mogoče včasih hitrejš rata, kakor če imaš one pridne čebelice, ki res dobro delajo pa se trudijo, ampak imajo zraven še strah in potem jim grejo te sanje počasneje. Kadar imaš torej ti neko visoko frekvenco, torej želje pa sanje, to, kar sem ti zdaj razložila, hkrati pa si moraš priznati, da imaš znotraj tega nizko frekvenco, kot je dvom, strah, mogoče tudi nesamozavest, nezaupanje vase in tako dalje, potem je zdaj čisto odvisno, ne, katera izmed teh dveh frekvenc bo prevladala. No, zdaj si pa ti predstavljaj, ker tukaj je v bistvu zelo, zelo logično, 1 na 1 je, a ne? In potem je zakon močnejšega, kateri izmed teh je močnejši. Ok, zdaj si pa jaz bi rada, da si ti nekaj predstavljaš. Če, torej imam jaz eno visoko frekvenco, pa eno znižano frekvenco. Če jaz v to formulo, energijsko formulo, noter dovedem dve še visoki frekvenci, pozitivni, visoki. A se strinjaš pol z mano? Toliko matematike znamo, ne? Da je pol to 3 na 1. In to se da delati. To pomeni angeli, čarodeji, eterična bitja, so definitivno zgrajena in narejena iz zelo visoke frekvence. In še ena stvar je zelo visoko frekvenčna in že zelo dolgo imamo na planetu in samo še krepi se in to je reiki. Zdaj si pa ti predstavljaj, če dovedemo mi v neko manifestacijo noter, torej visoko frekvenco eteričnih bitij in reikija, oboje skupaj, kaj potem dobimo? Torej, če si pomagamo, če torej imaš kakršnekoli dvome, strahove in tako dalje, ampak seveda si želiš, da se tvoje želje pa tvoje sanje uresničijo. Kaj to pomeni, če torej dovedeš to zmagovalno kombinacijo? Torej, prej je bilo 1 na 1, zdaj pa 3 na 1. Kaj to pomeni, katera frekvenca bo prevladala? In z veseljem te obveščam, da sem jaz te tehnike zbrala na kup, ok?
in jih oblikovala v angelsko-mistični manifestacijski reiki. Začne se 3. junija na spletu ob večerih, ni zakomplicirano, kratko je, ugodno je, zato ker sem res hotela, da imaš dostop do teh informacij in tam se bomo učili vseh teh stvari. Točno to, kar sem ti zdaj povedala. Kako dovajati angele s priprošnjami, kako zbrati njihovo energijo v svoje roke in potem nekako to preleviti naprej v svojo željo. Kaj imajo s tem čarodejske civilizacije? Kako ti lahko tukaj pomagajo številke? A veš, ker numerologija je zelo močna podpora za sanje in želje. Vse to in še več je angelsko-mistični manifestacijski reiki. Manifestacijske metode, zelo visoko vibracijske, ki uporabljajo bitja, ki jih imamo zelo, zelo radi, če se strinjaš, in ki uporabljajo zraven tega še reiki kot prevodnik za te energije, torej direktno v podporo sanjam in željam, zato da na njih ne bo vplival tu, če ti kdaj malo pade volja ali kakorkoli že je. Predlagam ti, da si pogledaš, ker to je res eno tako fantastično večerno popotovanje. Vedno se imamo izvrstno in predvsem si tvoje sanje in želje to zaslužijo. Tako, če ti je bilo všeč, kar sem povedala, in si želiš nekaj narediti za svoje sanje in želje in si želiš, da se to na malo hitrejši način zgodi, potem sem ti nekje tukaj zgoraj spodaj pripela povezavo. Poglej si celoten program, verjamem, da te bo prepričal in tvoje sanje in želje tudi. In vesela bom, če se vidimo, samo še par prostih mest je. Na potovanje duse.si pa najdeš čisto vse o tem. Lepo se imej.